Ja, lepo pozdravljeni, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji. Danes je poseben dan. V poznih večernih urah bo minilo 80 let od kapitulacije nacistične Nemčije v drugi svetovni vojni. In danes se spominjamo, da se 80 leti po koncu druge svetovne vojne Evropa, ampak pa ne samo Evropa, pravzaprav cel svet, se sooča s težjimi izzivi kot kadarkoli prej. Svet drvi v novo oboroževalno tekmo, vrstijo se konflikti, celo ozemeljske zahteve do drugih suverenih držav in v naši bližini divjajo vojne. Ponovno smo tudi priče genocidnim ravnanjem. In vpliv skrajno desnih političnih skupin, ki širijo nestrpnost in sovraštvo do drugih, se krepi oziroma so te politične skupine v vzponu. Poleg obletnice konca druge svetovne vojne praznujemo tudi Dan Evrope oziroma dan zmage nad fašizmom in nacizmom. In gre za opomin, v kakšno brezno sovraštva, strahu in brutalnosti lahko zapade celotna človeška skupnost. Vse pa se začne s sovražnim govorom in z diskriminatorno propagando, kar se nato stopnjuje v nasilje. In kljub temu, da vsako leto, pa če ne ob drugih priložnostih, vsaj ob priložnosti obletnice osvoboditve najhujšega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau ali pa takole v začetku maja, ko se spominjamo konca druge svetovne vojne, ponavljamo, da se grozodejstva fašističnega in nacističnega režima ne smejo nikoli več zgoditi, pa žal v zadnjem obdobju opažamo porast skrajno desnih ideologij in te skrajno desne ideologije ne ostajajo več samo na obrobju pri nekih obskurnih skupinah, ampak so že, in ponavljam, že zelo dobro vpete v politične skupine nacionalnih parlamentov in tudi Evropskega parlamenta. Skrajno desni ekstremizem se ne širi bliskovito samo v drugih državah Evrope, tudi pri nas je tako, nanj nismo imuni. Nekatere konzervativne politične stranke zaradi populistične privlačnosti ekstremno desnih zahtev in obljub prevzemajo njihovo retoriko in, kar je tudi izjemno zaskrbljujoče, gojijo celo osebne stike z desnimi ekstremisti. Danes bomo vlagali deklaracijo o vzponu skrajno desnih ideologij. In ta deklaracija, ki se imenuje tudi deklaracija Nikoli več, pošilja jasno sporočilo našim državljankam in državljanom in pa tudi vsem prebivalcem Evrope, da si v Sloveniji nikakor ne želimo, da bi naša država sledila evropskemu trendu vzpona skrajne desnice in da naša država izkušnje druge svetovne vojne jemlje skrajno resno. Deklaracija seveda jasno in neposredno obsoja, hkrati pa tudi predlaga rešitve in ukrepe in poziva predstavnike vseh političnih strank, da se jasno distancirajo na takšne ideologije oziroma jih potisnejo na čisti rob političnega prostora. Ena stvar, ki jo je treba pa tudi poudariti, je, da skrajno desne ideologije vedno hodijo z roko v roki z avtokratskimi režimi. Avtokrati oziroma diktatorji pa vedno dosledno poskrbijo, da počistijo z vsakim, ki kritično misli ali kakorkoli izraža dvom vanje. Avtokrati, oblastniki, niso tisti, ki bi bili razgledani, njih ne zanima dobrobit ljudi, ampak zgolj lastna korist in napajanje želje po oblasti. Zato ne izbirajo sredstev in se lotevajo tudi razgradnje nacionalne identitete naroda. Zakaj vam to govorim? Zato, ker poudarjam, da je nedeljski referendum napad na slovensko nacionalno identiteto in kritično misel
v svobodni in demokratični Republiki Sloveniji. Kajti kultura, in še ponovno to poudarjam, kultura je bila tista, ki je skozi stoletja gradila našo nacionalno identiteto, med kulturniki pa je vzklila in se razvila ideja o samostojni Sloveniji. Veste, ne dvomim, da bodo sledili poskusi utišanja tudi vseh drugih kritično mislečih skupin in posameznikov. Neodvisni, kritični mediji in novinarji boste med prvimi, takoj po kulturnikih. To so počeli še čisto vsi avtokratski režimi v zadnjih stoletjih. In sedaj na tem mestu povem, da se sama sramotnega referenduma ne bom udeležila, zato ker je to moja pravica in ker nikoli ne bom sodelovala v ponižanju naše nacionalne identitete. Referendum, tak kot je uperjen proti slovenstvu, proti gradnikom slovenstva, to se pravi tistim, ki so to slovenstvo gradili in ga negujejo doma in po svetu. In prepričana sem, da to vedo tudi volivke in volivci, ki so ponosni na to, da so Slovenke oziroma Slovenci. In tudi s svojo neudeležbo na referendumu bodo sporočili svojo odločitev.